Lep pozdrav vsem skupaj na našem letošnjem zadnjem pohodu, in sicer grajska pešpot. Zbrali smo se tu v centru Bizeljskega, kjer bomo šli tukaj gor proti Bukovju. Sicer pot je kar večina je asfaltne. Prvi postanek bomo imeli pri družini Babič, kjer bo tudi pogostitev. Nadaljevali bomo proti Bizeljski vasi, kjer je tudi ena velika lipa, tam bomo tudi imeli en krajši postanek, in pa do gradu Bizeljsko. Spustili se bomo pa potem v vas Orešje, kjer bo v gasilskem domu zaključek pohoda. Zdaj vidim, tukaj je kar nekaj neznanih obrazov, vsem lep pozdrav. Posebej pozdravljam dva predstavnika Artič. Mi z turističnim društvom Artiče kar dobro sodelujemo in pač malo vračamo en drugem pohode. V bistvu Bizeljsko prebivalcev nas je nekje 1900 do 2000. Smo največja krajevna skupnost v Posavju, to sem pred kratkim prebrala, sploh nisem tega vedela. Imamo 11 vasi, tukaj gor na hribčku, ki se tudi imenuje kraj oziroma zaselek prav hribček, stoji naša farna cerkev, Sveti Lovrenc. Tukaj od zadaj je osnovna šola. Tukaj je bila včasih gostilna Šekoranja, dolgoletno tradicijo, vendar zdaj zadnje 2-3 leta so pač zaprti, tako da ni več neke tradicionalne gostilne tukaj v centru Bizeljskega. Sicer je ena gostilna Prinela, imamo tudi nekaj trgovin, pošto, zavarovalnico, zdravstveni dom, lekarno. V bistvu imamo tudi en zadružni dom, za katerega smo v lanskem letu večinski del odkupili in bo šel v obnovo, sicer ne vemo še kdaj, ampak je na dobri poti, da se zadeva obnovi. Naše turistično društvo vsako leto pripravlja v bistvu načeloma 5 pešpoti je v osnovi, ampak zadnji 2 leti ni bilo pohoda ob Sotli, ker je neurje v letu 2023 povzročilo ful škode in so drevesa ob Sotli podrta in ne moremo hoditi. Pa še tista mreža lepa je in je vse zaraščeno, tako da zdaj 2 leti tistega pohoda ni bilo. Potem pa še pot po Orešju, pa tudi zdaj nekaj let ne, ker je v bistvu tam okrog 20.–25. julija, ko je največja pač dopusti in ni bilo neke udeležbe. Tako da letos je to naš 3. pohod, prvi je bil k Repnicam aprila, drugi k Svetemu Vidu v juniju in pa se pravim sedaj 3. grajska pot. Drugače bom pa kar še napovedala kar nekaj dogodkov, ki bojo še letos na Bizeljskem. Čez en teden bo bizeljski ajdo kolač tradicionalni, ob 15. uri v osnovni šoli v telovadnici. Potem 8. novembra bo tradicionalno martinovanje. To sta pa tale dva največja dogodka v letošnjem letu. Zdaj bom pa še prosila Vesno, ona ima pa tudi še nekaj zapovedati. Že nekaj let nismo imeli, ker ni bilo prijav. Ko je pot ob Sotli, ta nažalost tudi 2 leti zdaj nismo, ker je bilo tisto neurje in je drevje podreno. Drugo leto Vesna glih razlagamo, ker so zdaj v Sobodeču žico dali stran in so naredili... No tako, super. Ker to je škoda, ker to je bilo tako fino, ko so šli Poljščovni, ali pa ko so rekli spadli se v Dnova vasi, ali pa smo jih čakali, pa mislim, res je bilo. Končno!
postavili pitnik. Jaz se vem, zato pa ravno. In sem pripravila en kozarc, da boš prvi kozarc vode ti spila in odvezala mašnico. To je pa Druga nič, to je presenečenje. To je pa bilo res tudi že 2 leti. Ja, 2 oziroma leti več in smo. naš ljubi vodovoden Butri je pa še pozabo pipo, ampak dobro, bomo to rešili, tako da sicer je pipa, jaz sem naročil, mislim, kupuje ono, ko je, veš, ko se sama, ne, ko moraš pritisniti, zaradi tega, ker se je parkrat zgodilo, da je... Kdo ne more vode piti? Jaz ne more vode piti! Pa kdo ne more vode piti? Jaz ne more vode piti! Pa kdo ne more vode piti? Jaz ne more vode piti! Pa kdo ne more vode piti? Evo. 3-4 zdaj. Evo ga, po 2 letih smo pa tudi končno na Bizelskem dočakali in otvarjamo danes tale pitnik. Bravo. O, super, bravo. Bravo. Jaz ne morem vode piti, vode piti, vode piti. Jaz ne morem vode piti, vode piti, ne. Jaz ne morem vode piti, vode piti, vode piti. Jaz ne morem vode piti, vode piti, ne. Ne morem vode piti. Jaz ne morem vode piti, vode piti, vode piti. Jaz ne morem vode piti, vode piti. No, to je to. Svoje sem. Ja, po zimi zapremo, ja. Noter. Dobre volje biti svoje živeni, svoje živeni. Dolgoletna tradicija, stara tradicija teh koncev, včasih, ko se še ni ob porokah podarjalo toliko, ali pa še ni bilo toliko torb, ne, se je podarilo tako srce, ki nosi seboj veliko simbolike. Ne. Srce je znamenje ljubezni, ki je recimo, če je to za mladoporočenca združila tista dva, ne, tisti par. Kruh, ker to je kruh, praznični kruh, mlečni kruh. Kruh je znamenje blaginje, s tem, ko to nekomu podarimo, mu želimo blaginjo. Potem sta tu 2 golobčka, ki naj bi bila predstavljala tisti par. Potem sta 2 netreska, ki naj varujeta njuno streho pred strelo. Na pladenček se ponavadi napišejo inicialke, poročni prstanje oziroma, če za kakšno drugo priložnost, pač to, kar ob kateri priložnosti je. Potem sta še 2 maka, pa 2 plavici, ki pomenita tudi pogled na žitno polje in s tem tudi blaginjo. Pa še marjetici, ki sta spremljevalki ob poti, ne. Rečem pač tako, da naj obdarovanca vedno pripeljeta srečno domov, ker na koncu je pa nagelj, ki pa pomeni pogled na slovensko okno, torej na dom, ne. In jaz, ko to za koga delam, naredim tudi, če naredim tole poslico iz krep papirja, tako so včasih delali, ne. To je več kot 200-letna tradicija z teh naših koncev. To je ta naša zbirka majolk, ker smo tu v sredi vinogradov, ne, majolka je vrt za vino. In mi smo pač prejeli ta izziv in začeli leta 2000 zbirati majolke. Torej od leta 2000 smo prišli do številke, zdaj imamo nekje med 2100 in 2200 iz 68 držav. Tako rekoč iz celega sveta, ker so zastopani vsi kontinenti. Kot nam je seveda ljubo, je največ slovenskih, tako da večina teh na tej strani so slovenske. Te na tej polici so najstarejše, kar jih imamo. Zgodovinarka pravi, da naj bi najstarejše obdobje spadale te pokončnimi izlivi. Bil je pa tole en zgodovinar, ki se ukvarja z lončarstvom in je rekel, da je cela ta polica kar reprezentativna, kar se starosti tiče. No, teh 6 tule dol, te so največje, kar jih imamo, drži vsako okrog 7 litrov.
Tole na tem imamo narisan tale naš konec, če gledate iz Brezovice pa iz stare vaške smeri, se jim gor se tako vidi ribček cel. Marko, tako bi bilo treba malo, bom ga jaz poklical, če ga tom prijem. Ker je rekel, da bo on imel. Kaj mislim, zetla podlej. Rejski rizm. Malo da stiže na brzidi. Vrpunja, drobni, ne? Ja. Najtifočke narediš sam. Marija, ne, vidiš, narediš hude. Misliš, da se ne bi spomnil? Prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti, svoje živeni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Svoje živeni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Danes je potekal letošnji zadnji pohod po bizeljskih pešpoteh, in sicer grajska pot. Zbrali smo se v centru Bizeljskega pri krajevni skupnosti in smo se podali na pot med pisanimi bizeljskimi vinogradi. Prvi postanek smo imeli v Bukoju pri družini Babič, kjer imajo ogromno zbirko majolik. Naj povem še tudi, pred 10 leti je bila Leja Babičeva kmetica leta. Tam so nas pogostili z bizeljskim ajdovim kolačem, ostalimi dobrotami in pa seveda tudi vinske kapljice ni manjkalo. Naprej smo nadaljevali do Bizeljske vasi, kjer smo se ustavili na naslednjem postanku, in sicer pri najstarejši lipi v Posavju, ki je tudi zelo velika. Primer njen obsega v človeških rokah 8 ljudi. Pot smo potem nadaljevali do gradu Bizeljsko in pa spustili smo se v vas Orešje, kjer smo imeli v gasilskem domu, v nekdanji stari šoli, zaključek z pogostitvijo in pekli smo tudi kostanj. Se vam pa obeta sedaj zelo kmalu krajevni praznik, morda še to? Tako, tudi v novembra, in sicer 11. krajevna skupnost Bizeljsko praznuje svoj krajevni praznik na Martinovo. 10. novembra bo slavnostna seja v telovadnici osnovne šole in že sedaj vse lepo vabim. Hkrati pa mogoče povabim tudi naslednjo nedeljo, se pravi 26. na tradicionalni bizeljski ajdov kolač, ki bo tudi v telovadnici osnovne šole. 8. novembra pa bo potekalo pred zadružnim domom v ogrevanem šotoru tradicionalno martinovanje. Morda ste že v mislih tudi na prihodnjem letu, bi kaj namignili morda glede delovanja turističnega društva? V naslednjem letu, ja, društvo bo, upajmo, nadaljevalo svoje poslanstvo. Sicer naslednje leto je volilno leto in pač na tem mestu vabimo vse mlade in tudi manj mlade, da se vključijo v društvo, da bomo še naprej ohranjali to tradicijo. Preko 300 let je Kozjanski park jo iz varnostnih razlogov obžagal pred par leti, tako da se ne bi kjera veja vtrgala pa koga poškodovala. Ne vem pa zdaj točno koliko ima obsega, lahko pa greste še prejet okrog, da vidite koliko ljudi je treba, da jo objame. Ja, mislim, da je bilo, ne, smo enkrat že to naredili. Pa tukaj še kaj zraslo takrat.